ko govorimo o tem, kako dolga je bila ta tekmovalna pauza med prvim in drugim delom sezone, kako ste vi sami to občutili, ko je potrebno ponovno telo zagnati v nek tekmovalni ritem? Ja, se v bistvu zdaj to že mogoče stalnica ratala, da imamo tak premor. V bistvu, ja, treba si v bistvu res resetirati in nekako potem na novo pripraviti. V bistvu mi je čisto ustrezalo po eni strani, ker si v bistvu lahko malo privoščiš počitnic in poletja. Čeprav bi si v bistvu želela, glede na to, da treniramo celo leto, da bi vseeno imeli več tekem in mogoče bolj povezane, ker je le poletni šport. Kako je? Boljši od pričakovanj. Konec koncev na vsaki tekmi, ki sem prišel v finale, sem bil na stopničkah, oziroma jaz sem zmagal, eno sem bil drugi. Moj plan je, da ponovim, da na teh treh tekmah še ostaja. Ponovim take vožnje, kot sem jih delal zdaj v prvem delu sezone v finalu in jaz bom zadovoljen. Ne glede na rezultat, je res, da pač vem, da sem sposoben vsaki tekmi zmagati, ampak če bom jaz naredil tako vožnjo, kot jaz znam, pač bom šlo boljši in iskreno čestitam. Na domači stezi v Hrastniku ste zelo zanesljivo osvojili naslov državnega prvaka. Je to ta vožnja, takšne vožnje, ki si želite tudi zdaj v Hrastniku? Ne, ni. Jaz mislim, da pač čisto drugače primerjaš vožnje, kot je bila zdaj državna prvenstva, pač to je le glavna tekma na reki, na strugi, naravna proga, naravni jez in jaz treniramo tudi malo drugačne linije, jemlješ malo drugače od vsega tekme. To je čisto drugo, kar pa ne umeti v progi. Jaz upam, da se bom tako dobro počutil, kot sem se zdaj, da sem še naprej počutil in posljednjem, kaj se pa, da bom zmirno glavo na štart in to je to. Na koncu imaš pa štart, pa cilj, pa vmes vratce, ki jih moš odpraviti. Vemo, vse tri proge dobro poznate, kjere tekme pa se zdaj najbolj naselite med temi tremi? Če sem v bistvu iskren, vse. Zakaj pač mene tam zbiram in ambient in vse skupaj mi je dobro, čeprav proga mogoče malo manj divja kot nekatere ostale, ampak ne vem, tam sem se jaz od nekaj dobro počutil. Pa tudi dobro se tudi stati sem že doma, jaz zmeram lušen dirkat, sploh ko se enkrat navadiš pred domačo publiko dirkat, v bistvu uživaš s tem in to nekaj pritiska pa breme. Rijo bomo pa videli, bomo dobro pa še kakšne stanje je proga, pa kako in kaj bo. Lepo se bo vrniti na kraj zločina, če bo potem požič. Premor med enim delom in zaključnim delom predolg za nekega poklicnega športnika? Ja, jaz sem še zmeraj mnenja, da bi mogli v ta šport upeljati več svetovnih pokalov, tudi da bi postal bolj zanimiv. Konec koncev, mi smo vsi profesionalni športniki. Jaz mislim, da bi komot zdržali celo sezono. Ampak tako je, pač s tem se moram sprijazniti. Jaz mislim, da sem oddelal dober mesec dni treninga, s kratko pauzo tako v prvem delu, ampak jaz sem zadovoljen z današnjo pripravljenostjo in grem Je plus, da se po dolgem premoru vse skupaj nadaljuje recimo z domačo progo, ki jo najbolj poznate. Ni toliko breme ali mogoče olajševalna okoliščina ali bolj prida za samo psihotekmovanje? Ja, ena mešanica vsega. Pač breme je, ker si doma, prav gotovo pa je tudi velika podpora nam bo dala tudi zagon, da bomo tukaj še boljši. Jaz zdaj v bistvu zadnjo leto živim v Ljubljani, tako da sem se na progo dobro navadil, pač tudi s tem ciljem sem prišel sem in jaz upam, da bo tekma si šla tako, kot so se mi zadnji svetovni pokali v prvem delu sezone in naredil vse, da bi pred domačimi gledalci prišli v čim više.
Na vodi boste veslali, pošiljka Dežja se tudi obeta, tudi dober obisk, kakva konkretna želja? Jaz mislim, da vsako sezono sem naredil en korak naprej, to sem tudi letos pokazal. Trenutno zasedam 4. mesto v skupnem seštevku, kar je zame mogoče nekoliko presenetljivo, ampak konec koncev, če pogledam, je to moja 5. sezona discipline C1 in sem trdo garal, da sem prišel do sem, tako da pač jaz bom samo nadaljeval s takim tempom naprej. Ja, prav gotovo si želim, kot sem že prej povedal, v Tacnu doseči odmevno zgodbo. Veliko Dežja in kaj težav na sami probi na treningih, ali je bilo vse obvladljivo, da so se pripravljali na nadaljevanje svetovnega pokala? Ja, moram reči, da do tega vikenda je bila struga reke Save zelo nizka, tako da vstop v samo strugo iz proge je bil praktično nemogoč, brez da bi poškodil čoln. Smo trenirali v bistvu samo do zadnjega dela. Zdaj ta pošiljka Dežja čez vikend je pa zvišala vodostaj in v bistvu omogočila tudi dostop iz proge v strugo, tako da sprememba vode je v sami moči, ampak večjih težav. Se že veseliš nadaljevanja sezone domače tekme? Ja, sigurno. Tale pauza je bila res dolga in začeti drugi del sezone z domačo tekmo je zelo fajn. Še bolj veseliš, ker se že v osnovi. Tukaj mi je prej malo mešane občutke, glede na to, da je dolga pauza, da ste znova zagnali trenažni proces, pa potem domača tekma, da so potem občutki, ker ne veš čisto točno, kje si. Ja, Luka je imel prav tukaj. Pauza je bila dolga, vsak ima svoj program treninga, ki si ga zastavil in nimaš v bistvu nobene resne primerjave, kje si, kako treniraš, kako dober si, kako hiter si in v bistvu moraš zaupati sam vase v svoj trening in si verjeti, da si dovolj dobro pripravljen in da bo drugi del sezone stekel kot prvi ali pa še bolj. Veliko polagaš na to, da bo številčna slovenska odprava uspešna do konca tedna? To so želje, cilji, bi rekel. Upi težko govorim. No. Definitivno imam tudi zase velike cilje, tudi želje, ampak upam pa, da bo vsem, predvsem slovenskim tekmovalcem res dobro uspela ta tekma, ta vikend, vsem najbolj, kar se da.